Prav imaš, Bianca, govorimo o še enem dnevu zaporednih napadov z droni in izstrelki raket, ki jih je Hezbolah izstrelil proti severnemu Izraelu. V zadnji uri smo imeli sirene za zračni napad tudi v območjih galilejskega ročaja, kot so Manara, Mizgavam, Kirjat Šmona, pa tudi v območjih zahodne Galileje tukaj. Hanita, prej je celo zazvonil alarm za drone, oziroma so bili alarmi tudi v Akri, ki je južno od mesta, kjer zdaj stojim. In kot ste opisali situacijo na terenu, ni šol. To je res izredne razmere tukaj v Naviji. Ulice so bile prazne. Nisem videl nobenih pešcev zunaj, ljudje se zadržujejo doma, tudi če ni ukaza, naj ostanejo v zaprtih prostorih. Ves čas se izraelski napadi v južnem Libanonu nadaljujejo, osredotočajo se na osrednje mesto Tir, ki leži na obali in je eno največjih mest v južnem Libanonu, pa tudi na več drugih območij južnega Libanona. To sovpada z napredovanjem kopenskih sil, ki so dosegle svojo najglobljo točko v zadnjih 26 letih v južnem Libanonu, od umika leta 2000. In govorimo o pomenu zavzetja gradu Balfour strani izraelskih obrambnih sil, tako vojaško kot simbolno. Ja, predvsem gre za slednje, Bianca. Veš, Izrael ima bolj ali manj zvezane roke glede tega, kaj lahko stori. Kar zadeva poskus povzročitve škode Hezbolahu, ne vidimo obsežnih napadov na jedro Hezbolaha, ki se nahaja v južnih predmestjih Bejruta. Tako vidimo bolj simbolične korake na terenu. To ne pomeni, da širitev varnostne cone strani izraelskih sil nima vojaškega pomena. Če pa govorite s prebivalci severnega Izraela, je za njih podoba zmage neizraelska zastava na skoraj 1000 let stari križarski trdnjavi, temveč življenje tukaj v severnem Izraelu. Vrnitev v normalno stanje. Otroci hodijo v šolo, podjetja delujejo kot običajno. In to se ne dogaja, ne glede na to, ali je grad Balfour, ki dominira nad okolico in ima strateško lego zavzet, ali ne. Le 9 kilometrov, to je 5 milj stran od drugega večjega mesta v južnem Libanonu, ki je Nabatija. Kar bi lahko nakazovalo, kakšni so načrti za naslednje korake. Toda zaenkrat zavzetje te trdnjave Balfour, ne spremeni bistveno razmer na terenu. To je bolj v skladu s tem, kar IDF počne v zadnjih 48-72 urah in sicer širi svoj nadzor na jugu Libanona. Prav, torej je bolj simbolično, bolj podobno temu, kar smo videli v zadnjih nekaj dneh, ampak kako obvladana je situacija trenutno? Kaj lahko pričakujemo v naslednjih nekaj urah in dneh? Poglej, Bianca, vprašati se moramo, zakaj Hezbolah sploh stopnjuje napetosti. Odločil se je za to, medtem ko so v Washingtonu potekali diplomatski pogovori na vojaški ravni med libanonskimi in izraelskimi uradniki. To je njihov način, da poskušajo spodkopati pogovore. Poskušajo doseči, da bi pogovori propadli in s tem potegniti Libanon za seboj, ker vedo, da ko širijo svoje napade z raketami in droni na severni Izrael, tudi glede intenzivnosti in tudi glede razdalje, kako globoko od meje segajo njihovi napadi, bo to povzročilo tudi močnejši izraelski odziv. In za njih več škode v Libanonu pomeni več pritiska na pogovore. Torej, to, kar Hezbolah poskuša narediti, je spodbuditi Izrael, da poveča svoje napade v južnem Libanonu, v upanju, da bo to oviralo diplomatska prizadevanja med Bejrutom in Jeruzalemom. V redu, Ariel Ostram, višja dopisnica za Bližnji vzhod, najlepša hvala in ostanite varni. Medtem ko izraelski varnostni organi tehtajo svoje naslednje poteze v Libanonu, je ministrica za nacionalno varnost Tamar Ben-Gvir javno pozvala Benjamina Netanjahuja in ga pozvala, naj napade Hezbolahova oporišča v Bejrutu. Smo tukaj na severni meji v Štuli. Smo tukaj na severni meji v Štuli. In zelo jasno pravimo, da moramo zravnati Dahija. Nasprotoval sem prejšnjemu primerju. In danes pravim, da ga moramo tudi zravnati. IDF opravlja svoje delo. 600 članov Hezbolaha. Hvala Bogu, ki so bili v zadnjih tednih likvidirani. Vendar to ni dovolj. Kar se jim dogaja, je Dahija. Moramo udariti po Dahiji. Zravnajo in še enkrat zravnajo.
Hezbolah je Dahija. Zravno jo. Hezbolah, Dahija. Počnem Hezbolahu v Dahiji. To pravim tudi tukaj in to pravim našemu dragemu predsedniku vlade. Dragi predsednik vlade Benjamin Netanjahu, rad vas imam, cenim vas, ampak čas je, da zravnamo Dahijo. Spoštujemo predsednika Trumpa, moramo se mu zahvaliti za partnerstvo. Ampak rdeča črta je škoda vojakom, škoda civilistom in Dahijo je treba zravnati. Izraelski minister za nacionalno varnost se nikoli ne boji povedati svojega mnenja. Pogovoru se zdaj v studiu pridružuje višji dopisnik Owen Altschuler. Bianca, Ali si vedela, da želi, da se Dahijo zravna? nisem slišala tega, ne vem, če so vsi to opazili. Časi. Preden komentiramo, kaj je rekel Ben Gvir in kako pomembno ali pričakovano je to, si poglejmo širšo sliko. Vzporedno z vsem, kar se dogaja na terenu in v zraku, potekajo tudi pogovori. Kje smo glede tega? Prav to je vzporedni svet, če hočeš, Bianca. Prejšnji petek je libanonska vojaška delegacija odšla v Pentagon, da predstavi, kako libanonska vojska vidi stvari in kakšen je po njihovem mnenju način za naprej pri usklajevanju z Združenimi državami in Izraelom. Haaretz je poročal, da je izraelski vir povedal, da je bil namen, v nasprotju s tem, kar se je zgodilo novembra 2024 s tisto dogovorjeno prekinitvijo ognja, tokrat bi libanonska vojska ustanovila posebne enote, ki bi bile posebej usposobljene in preverjene. In te enote bi bile tiste, ki bi na koncu šle in razorožile Hezbolah. Vendar je libanonski uradnik povedal za Al Jazeero, da takšne enote ne bodo ustanovljene. In Bianca, naslednji korak naj bi bili politični pogovori, ki naj bi jih imela oba veleposlanika, Jehiel Leiter na izraelski strani in libanonski veleposlanik v Washingtonu na drugi strani, v torek in sredo, da bi govorili o politični poti. Bianca, mislim, da je res občutek, da so ti pogovori izgubili zagon. Izgubili zagon. Mislim, da je libanonska vlada ocenila, da Izrael ne bo mogel odločilno premagati Hezbolaha. Združene države ne bodo mogle odločilno premagati Irana. In zato se ravnotežje moči znotraj Libanona ni dovolj spremenilo, da bi lahko vlada premišljeno, realistično in razumno tvegala, da bi se dejansko lahko spopadla s Hezbolahom in mu odvzela orožje. In dokler je temu tako, se zdi, da niso pripravljeni narediti niti manjših korakov, kot je na primer omilitev libanonskega, drakonskega libanonskega zakona proti stikom z Izraelom. In po zelo pogumnih korakih, ki jih je treba priznati, da jih je libanonska vlada naredila v prvem krogu pogovorov, so ti pogovori očitno zamrli, čeprav se še vedno nadaljujejo zgolj formalno. Torej, vsaj pad položaj in težki izzivi pred nami. Če pogledamo z izraelske strani, predsednik vlade Benjamin Netanjahu, kakšni so njegovi interesi trenutno, še posebej glede na situacijo z Iranom, kjer se vojna verjetno ne bo nadaljevala. Še vedno bi se lahko zgodilo, vendar se zdi, da je dogovor na poti. Kakšni so njegovi interesi glede Hezbolaha v tem trenutku? Prav imaš, da vsi tukaj gledajo na Iran, Bianca, vendar je, kot veš, libanonsko vprašanje za izraelsko javnost v veliki meri samostojno vprašanje. Pravkar smo slišali ministra za nacionalno varnost Tamarja Ben Gvira. Rekel bi, da je treba Dahijo zravnati z zemljo, ne glede na okoliščine. Toda resnica je, Bianca, da Izraelci vseh političnih usmeritev čutijo resnično sočutje in empatijo. In povezanost s tistimi, ki živijo v severnem delu države, ki so pod ognjem, ki spet ne bodo mogli poslati svojih otrok v šolo v Kirjat Šmoni, na meji z Libanonom. In med javnostjo je prisoten resničen občutek frustracije in močna identifikacija z ljudmi na severu. In Ben Gvir zato, kot običajno, govori iz svojega zornega kota in zornega kota svojih volivcev. Ampak Bianca, to odraža precej večji del izraelskega javnega mnenja kot običajno. Ljudje so izjemno frustrirani. In kot je rekel, ima Donald Trump morda svojo predstavo o tem, kako vidi ameriške interese, vendar so izraelski interesi v tem smislu lahko drugačni. Hezbolah je morda prestopil izraelsko rdečo črto, zato je premier odobril vojski, da preseže izraelsko varnostno območje v južnem Libanonu in sprejme bolj odločne ter bolj agresivne ukrepe. In zato obstaja veliko širša podpora v javnosti, daleč preko Ben Gvirja in njegove volilne baze. Ali trenutno vidimo večji razkol med ZDA in Izraelom ter izraelskimi interesi kot pred mesecem dni, 2 mesecema ali celo pred vojno? No, tukaj javnega razkola nismo videli, pogovori pa se nadaljujejo. Sumim, da obstajajo razhajanja interesov v prihodnje zagotovo. Morda res, in mislim, da bo od Netanjahuja odvisno, ne prvič, da poskuša razložiti Donaldu Trumpu. Zakaj? To je tako velika prioriteta za Izrael. In zato tudi, zakaj bi morala biti prioriteta za Združene države Amerike? In zakaj? Dovoliti Hezbolahu, da še naprej ohranja prednost v ravnotežju moči v Libanonu, da lahko še naprej obstreljuje izraelske civiliste in vojake.
in za izraelsko vojsko, da čim prej najde rešitev za problem dronov, vodenih po optičnem kablu, saj so te stvari na koncu pomembne tudi za Združene države Amerike. In Netanjahu v vsakem primeru, tako v interesu Izraela, kot tudi zato, ker je popustil Donaldu Trumpu, ki je njegov velik politični podpornik, Netanjahu zaradi lastnega političnega preživetja pred volitvami. Mesto Kirjat Šmona, o katerem sva pravkar govorila, Bjanka, kjer starši spet ne morejo poslati svojih otrok v šolo. To je tradicionalno oporišče Likuda. To so Netanjahujevi volivci. In če bodo ob dnevu volitev razočarani, bodo morda svojo jezo stresli na Likud in Netanjahuja in morda naleteli na posluh tudi v širši družbi. Spet z izraelsko javnostjo, ki se močno poistoveti s tem, kar se dogaja na severu in s položajem severnih prebivalcev. V redu, Owen Altman, višja dopisnica, najlepša hvala.